Župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek je danes predstavil ukrepe, ki jih je Mestna občina Murska Sobota sprejela v zvezi z zmanjševanjem in preprečevanjem širjenja koronavirusa ter tudi vse ukrepe, ki jih pripravljajo v prihodnje. Mestna občina Murska Sobota in tudi sam kot župan smo se takoj odzvali na resnost problema koronavirusa in že 13. marca sklicali vse deležnike v mestni občini, ki jih tako ali drugače zadeva problem, zaradi tega, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da so informacije med posameznimi inštitucijami, ki se ukvarjajo z reševanjem tega problema, tekoče, sprotne in pa neposredne. Pred tem sestankom pa smo v mestni občini odpovedali vse javne prireditve in tudi naročili javnim zavodom, da vse prireditve odpovejo. In pa marsikateri javni zavodi so v celoti zaprli vrata. Veliko je tudi takih, ki so si delo zorganizirali na drugačen način, tako da njihovi zaposleni niso izpostavljeni okužbam. Torej, 13. marca, kot rečeno, je bil tudi aktivirani operativni štab civilne zaščite, občinski štab civilne zaščite, torej, ki je že po vnaprejšnjem načrtu sestavljen s strani strokovnjakov različnih strok. Razširili smo ga še na nekatere ostale predstavnike javnih inštitucij, ker je bilo takrat nujno potrebno organizirati nujno varstvo otrok, smo vključili tudi predstavnike šol in pa tudi naših občinskih vrtcev. To, kar je zelo pomembno v tem trenutku in vas tudi seznanjam, da že od prejšnjega tedna deluje v mestni občini tudi stalni kontakt, na katerega je mogoče poklicati za pomoč oziroma kjer se odgovarja tudi na posamezna vprašanja. Telefonske številke, gre za dve mobilni telefonski številki, se nahajajo na ekranu. Na eni se vam bo oglasil gospod Volk, to je poveljnik občinskega štaba civilne zaščite, na drugi gospod Bohar, ki je strokovni sodelavec na področju civilne zaščite v mestni občini Murska Sobota. Hkrati pa na ekranu lahko vidite tudi stacionarno telefonsko številko mestne občine, ki vam je na voljo tudi, da jo pokličete. Mi smo se že v začetku, glede na naloge, ki smo jih dobile občine, zavedali, da moramo nujno vključiti v svoje delo tudi nevladne organizacije. Zato smo na ta sestanek 13. marca povabili tudi predstavnike Rdečega križa, predstavnike Škofijske Karitas in pa predstavnike Eho podpornice. To so nevladne organizacije, ki že sedaj tudi s pomočjo mestne občine oskrbujejo občanke in občane, ki ne morejo samostojno po nakupih po trgovini oziroma si ne morejo pripraviti obroke prehrane. Torej tudi njihove telefonske številke kontaktne lahko vidite na ekranu in lahko pokličete, kolikor bo potrebna pomoč po prehrani, po toplem obroku, po temu, da tudi prinesejo prostovoljci zdravila oziroma kakšne druge nujne potrebščine. Zdaj, glede na dejstvo, da so delavci v humanitarnih organizacijah pripadniki več ali manj tiste starostne skupine, ki je bolj izpostavljena okužbi, smo zaprosili klub prekmurskih študentov, da pozove študentke, študente, ki so sedaj v tem času doma, vkolikor so pripravljeni prostovoljno pomagati pri delitvi humanitarne pomoči, vkolikor bo to potrebno. Odziv je bil izjemen. Danes imamo nabor 30 študentk in študentov, ki so se prostovoljno javili, da so na razpolago, vkolikor bo to potrebno. Torej, poleg že imenovane mreže prostovoljcev, ki jih imajo nevladne organizacije. V sistem nujnega varstva otrok na domu
se je vključil tudi vrtec Murska Sobota, 6 prostovoljk, izobraženih, usposobljenih vzgojiteljic je na razpolago. V tem trenutku, ko vam podajam te informacije, se je samo v enem primeru pojavila potreba po nujnem varstvu otroka na domu. To smo uredili, imamo pa, kot rečeno, pripravljeno vse potrebno, vkolikor bo teh potreb tudi več. Na tem mestu bi še enkrat opozoril, da se občanke in občani držijo navodil Zdravstvenega doma Murska Sobota, kjer je kontaktna točka za testiranje, in da upoštevajo navodila, da je potrebno takrat, kadar posumijo, da imajo znake koronavirusa, takoj pokličejo najprej svojega lečečega zdravnika in da ne hodijo samostojno in samoiniciativno na kontaktno točko, ker s tem izpostavljajo sebe in tudi druge. Vsa navodila za nadaljnje ukrepe bo lečeči zdravnik pacientu oziroma občanki in občanom dal neposredno po telefonu. Hkrati bi rad tudi povedal, da smo prilagodili razmeram tudi poslovanje občinske uprave. Občinska uprava neposrednih stikov z občani, torej sprejemanje strank, prekinja od prejšnjega tedna dalje. Imamo pa možnost kontaktiranja preko elektronske pošte in tudi preko telefona. Vse informacije občani imajo na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, kjer je poseben portal namenjen ukrepom v zvezi z koronavirusom in seveda tudi informacijam za vse občanke in občane. Te informacije so sprotne, ažurne in torej obiščite spletno stran Mestne občine Murska Sobota, kjer dobite vse potrebne informacije. Kot rečeno, so na podlagi uredbe vlade zaprte vse javne inštitucije in javni zavodi. Mi smo pa v Mestni občini Murska Sobota takoj in samoiniciativno, ko je bila uredba vlade sprejeta glede ukinjanja javnega prevoza, tudi ukinili plačilo parkirnine na parkiriščih v lasti mestne občine, tako v modri coni kot na ostalih parkiriščih. Obvestila o tem so dana na plačilnih mestih, na parkiriščih in ta ukrep velja tudi do preklica. Jaz bi na tem mestu se rad zahvalil posebej podjetnikom in pa nekaterim podjetjem, ki tudi preko Mestne občine Murska Sobota donirajo svoja sredstva, denar oziroma v materialu pomagajo pri premagovanju te krize, samoiniciativno, brez da bi jih potrebno bilo posebej pozivati. In velikokrat moram reči, da podjetnik ne želi niti reklame, ker želi preprosto pomagati. In hvala še enkrat vsem. Kot veste, smo v prejšnjem tednu tudi obvestili občanke in občane za uredbo, ki sem jo sprejel glede prepovedi uporabe zunanjih igrišč. Ta ukrep je preventivni ukrep in prosim občanke in občane, da predvsem poskrbijo, da se njihovi otroci ne bodo igrali na igriščih, ki so v javni uporabi. Tudi tukaj smo vsa igrišča označili in tudi izobesili opozorilne obvestila. Gre predvsem za preventivni ukrep v smeri zmanjševanja oziroma onemogočanja okužbe z koronavirusom. Na pobudo Mestne občine Murska Sobota smo v Splošni bolnišnici Murska Sobota zagotovili tudi prostore v našem javnem zavodu Ris Rakičan, kjer imamo na razpolago 15 sob. Te sobe so namenjene za zaposlene v Splošni bolnišnici in druge zdravstvene delavce, vkolikor bo potreba po koriščenju teh sob. Hkrati pa smo v Mestni občini Murska Sobota v štabu civilne zaščite tudi identificirali in pripravili vse potrebno za mobilizacijo prostorov, vkolikor bo potrebno namestiti večje število obolelih oseb na območju naše mestne občine. Jaz bi hkrati na tem mestu izkoristil priložnost in še enkrat pozval vse predsednike krajevnih skupnosti,
vse predsednike mestnih četrti, predsednike hišnih svetov in vse občanke in občane, da so zelo pozorni v svojem okolju na osebe, ki potrebujejo pomoč in ki z takih ali drugačnih razlogov ne morejo same poklicati, da se jim pomaga. Zdi se mi zelo pomembno poudariti, da v teh kriznih časih, pa tudi sicer, nihče v naši mestni občini ne sme ostati sam, ne sme ostati osamljen brez tega, da se mu pomaga. Druga situacija je tudi povezana z dobavo in pa dostavo toplih obrokov prehrane. Mi imamo sistem v teh kriznih časih organiziran tako, da ni nobenega razloga, da kdorkoli v naši mestni občini ostane lačen. Nihče ne sme ostati lačen. Zaradi tega, ker tudi tisti učenci, ki imajo sicer v osnovnih šolah, ki so sedaj zaprte, omogočene tople obroke, tudi starši teh učencev lahko v nujnih primerih, takrat, kadar ne morejo sami zagotavljati toplega obroka, pokličejo na telefonske številke in kot rečeno, nihče ne sme biti lačen v tem obdobju in tudi sicer. Hkrati bi pozval tudi vse pridelovalce domačih kmetijskih pridelkov, sadja, zelenjave, da jim je omogočena prodaja brez plačila prodajnega mesta, sedaj na improvizirani tržnici v mestni občini Murska Sobota in sicer na Trgu kulture, da lahko postavijo svoj štand in da naj pripeljejo svoje pridelke zato, da bodo na razpolago občankam in občanom. Velja pa tudi poziv, da v tem trenutku zaradi prenehanja sprejemanja kosovnih odpadkov v Cerovpu, v Puconcih, govorim o kosovnih odpadkih, to so tisti predmeti, ki jih običajno spomladi, ko čistimo stanovanja, vozimo na zbirališča in pa zbirališče komunalnih odpadkov, da trenutno tega zbiranja na zbirališče komunalnih odpadkov naj občanke in občani ne izvajajo. Naj počakajo do konca te krize in potem seveda bomo poskrbeli za odvoz teh odpadkov neposredno od doma oziroma organizirali odvoz in sprejemanje odpadkov drugače. Spoštovane občanke in občani, tako kot gre pesem o naši Soboti, ne je mala, ne je velika, je pa hrabra. In jaz se zahvaljujem na tem mestu vsem zdravstvenim delavcem, vsem prostovoljcem, nevladnim organizacijam, policistom, gasilcem in vsem, ki pomagajo za to, da ta virus premagamo. Virus bomo premagali. Najbolj ga bomo premagali tako, da se bomo držali navodil stroke. In še enkrat pozivam, držimo se navodil stroke in ostanemo doma in izogibajmo se trenutno stikov z drugimi ljudmi. Hkrati pa se kot župan zelo zavedam, da že nastaja, bo pa še nastala večja škoda v gospodarstvu. Zaradi tega na mestni občini ne sedimo križem rok in čakamo, kaj bo potem, ampak že pripravljamo vrsto ukrepov za to, da pomagamo tistim skupinam občanov, ki jih bo ta kriza najbolj prizadela. Sam nisem pristaš ad hoc in solo ukrepov župana ali pa županje, razen takrat, kadar je to res nujno potrebno. Prepričan sem, da morajo biti ukrepi sorazmerni, da morajo biti ukrepi usklajeni z ukrepi, ki jih pripravlja v tem tednu Vlada Republike Slovenije z intervencijskimi zakoni. Mi bomo pomagali tistim podjetnikom, predvsem, ki bodo v tem trenutku te krize in kasneje najtežje živeli, ampak kot rečeno, usmerjeno v posamezne skupine podjetnikov, posamezne skupine občanov in ne kar tako počez. Nisem pristaš tega, da se populistično ukinja vse povprek plačilo vode, komunalnih prispevkov in tako dalje, kajti zavedati se moramo nečesa. Da ob dejstvu, da bodo zaprti otroški vrtci, da starši ne bodo plačevali vrtcev, bo potrebno plačati plače zaposlenih v vrtcih iz proračuna. Zavedati se moramo tudi tega,
da moramo poskrbeti in skrbeti še naprej za likvidnost občinskega proračuna. Kajti, vkolikor bo potrebno, tudi zaradi pomoči vzeti kredit, bodo banke odobravali kredit tistim občinam, ki bodo še likvidne, ki bodo imele denarne prilive. Torej, v mestni občini skupaj z mestnimi svetniki pripravljamo ukrepe za pomoč tudi gospodarstvu in te ukrepe ta teden usklajujem z mestnimi svetniki. Imamo pripravljen poseben pravilnik za pomoč gospodarstvu, malemu gospodarstvu, ki ga ta teden usklajujemo z Ministrstvom za finance in na to smo pripravljeni in nihče ne bo ostal tudi na tem področju osamljen in sam. Želim vam vse dobro in ostanimo zdravi.